Danes vam bom govorila o saproksilnih žuželkah in predvsem, kako se te žuželke sporazumevajo med sabo. Zakaj je to pomembno? To je pa pomembno tudi zato, ker so te žuželke pogosto spregledane, sicer so pa zelo pomembne v gozdnih ekosistemih. No in mogoče za vse ni čisto poznan ta izraz saproksilne žuželke. Kaj to pomeni? To so žuželke, ki so v svojem življenjskem ciklu neposredno ali pa posredno kakorkoli povezane z odmrlim oziroma propadajočim lesom. To pomeni, da v stara drevesa, v odmrl les odlagajo ali jajčeca, se pravi, jih uporabljajo za svoj razvoj, se z lesom ali prehranjujejo, ali pa tudi ta habitat uporabljajo kot skrivališče oziroma kot življenjski prostor. In zanimivo je to, da kar 1/3 vseh gozdnih žuželk predstavlja saproksilne žuželke, se pravi žuželke, ki so vezane na mrtvi oziroma odmirajoč les. To je zelo raznolika skupina, tudi glede načina njihovega prehranjevanja. Jih delimo na ksilo in pa saprofage. To so žuželke, ki se prehranjujejo z lesom oziroma organsko snovjo, ki jo najdejo v njem. Potem se nekatere vrste prehranjujejo tudi z glivami. To so mikofagi, drugi pa se prehranjujejo z drugimi žuželkami in drugimi nevretenčarji in jih uvrščamo med zoofage. Kot rečeno, so to zelo pomembna skupina žuželk. Danes se bom sicer res bolj osredotočila na saproksilne hrošče. Saproksilni hrošči so tudi zelo raznolika skupina, tudi ekološko zelo zanimiva in ena izmed najbolj pomembnih skupin saproksilnih žuželk. No in zakaj so tako pomembni? Zato, ker se zaradi načina prehranjevanja, se pravi, pri tem razkrajajo les, delujejo kot nekakšni dekompozitorji in seveda pri tem prispevajo h kroženju hranil. Po drugi strani so pa zelo pomemben člen prehranjevalne verige. Po eni strani so vir hrane za druge živali, kot so recimo ptice, sesalci, plazilci, dvoživke. Imajo pa tudi zelo pomembno vlogo, ker so lahko sami tudi plenilci, kot sem že prej omenila, in predstavljajo tudi nekakšno naravno biološko kontrolo za morda žuželke, ki povzročajo tudi škodo v gozdovih. Se pravi, zaradi te ekološke vloge je njihova izguba potem kritična, se pravi, oziroma vodi v zmanjšanje biodiverzitete v gozdnih ekosistemih. In zaradi teh lastnosti so saproksilni hrošči, in tudi druge žuželke zelo pomembni indikatorji oziroma kazalniki zdravja ali ohranjenosti gozdov. Se pravi, da njihova prisotnost oziroma odsotnost, tudi številčnost nam govorita oziroma nam podajata informacije o sami ohranjenosti gozda in o raznolikosti mikrohabitatov, ki so prisotni. Vendar pa, kljub temu, da so te žuželke oziroma te hrošči tako zelo pomembni v gozdnih ekosistemih, pa jim pretijo različne grožnje. In sicer predvsem na račun oziroma zaradi izgube in pa fragmentacije njihovega življenjskega okolja oziroma habitata. Zakaj se to zgodi? Razlog so pogosto zelo intenzivno gozdarstvo oziroma prekomerna sečnja starih dreves in pa zelo natančno odstranjevanje odmrlega lesa. Njihov življenjski prostor se tudi zmanjšuje zaradi urbanizacije in kmetijstva. Po drugi strani pa z monokulturami, ki so prisotne tudi v gozdovih, se zmanjšuje pestrost drevesnih vrst in seveda s tem tudi habitati še posebej specializiranih vrst, ki pač potrebujejo določene vrste ali pa posebne mikrohabitate v takih starih gozdovih z veliko količino odmrle mase.
No, na saproksilne hrošče pa negativno vplivajo tudi podnebne spremembe, predvsem preko vpliva na njihovo sezonsko dinamiko oziroma aktivnost in posledično na razvoj ličink. Seveda pa so v naših gozdovih oziroma v gozdovih je vse več prisotnih tudi invazivnih vrst in pa bolezni, ki tudi negativno vplivajo na te saproksilne hrošče. Ena morda ne tako zelo taka očitna grožnja, katerim so saproksilni hrošči izpostavljeni, pa je skladiščenje lesa, oziroma puščanje lesa v gozdu oziroma v bližini gozdov. In zakaj? Samice namreč prepoznajo ali posekan les ali pa naravno odpadel les kot primeren habitat za odlaganje jajčeca, ne. Predvsem je problem to, ker samice na podlagi vizualnih in pa kemičnih signalov oziroma dražljajev, predvsem to svežo hlodovino, prepoznajo kot primeren ali pa zelo podoben habitat, v katerega sicer odlagajo jajčeca, ne. Zato se zmotijo in v te hlode, v to hlodovino jajčeca tudi odložijo, vendar pa se ta hlodovina kasneje odstrani ali za kurjavo ali za nadaljnjo obdelavo in v tej hlodovini ličinke ne dokončajo razvoja. Govorimo o ekološki pasti in zaradi tega potem pride do propada naslednjih generacij hroščev in tudi posledično dolgoročno lahko zmanjšanega reprodukcijskega uspeha populacij v nekem lokalnem okolju ali pa tudi širše. No, in kot rečeno, vse te grožnje pa predstavljajo problem za saproksilne hrošče, za saproksilne žuželke. Kot že rečeno, mnogi so ogroženi, veliko število je uvrščeno na rdeči seznam oziroma tudi na direktivo o habitatih. To pomeni, da morajo vse evropske države tudi izvajati obvezen monitoring. Poleg tega, kot sem že rekla, so saproksilni hrošči zelo pomembni indikatorji. Se pravi, da če spremljamo te vrste, potem tudi ugotavljamo, kakšna je ohranjenost naravnih oziroma gozdov tudi sicer. No, se pravi, saproksilne hrošče bi bilo potrebno spremljati, zato da jih potem lahko tudi ali varujemo oziroma da jih lahko koristimo ali pa uporabljamo kot indikatorje. Vendar pa pri spremljanju saproksilnih žuželk naletimo na težave oziroma izzive. Zakaj? Zato, ker mnoge vrste imajo skrit način življenja. Kaj to pomeni? Ličinke se razvijajo pod lubjem, v lesu, njihov razvoj tudi poteka dalj časa. Na drugi strani pa so odrasli osebki kratkoživi, zelo težko opazni v okolju, mnogi od njih so tudi nočno aktivni. Se pravi, vse to jih dela precej neopazne oziroma se jih težko spremlja. Poleg tega so klasične oziroma konvencionalne metode, ki so v uporabi trenutno za njihovo spremljanje oziroma vzorčenje, so, če naštejem le nekaj, tukaj na desni strani vidite recimo, gre za vizualno pregledovanje in popisovanje primernih habitatov, kot so recimo stara drevesa, štori, postavlja se tudi pasivne prestrezne ali pa talne pasti. Uporablja se tudi pregled izhodnih lukenj odraslih žuželk in samo glede na te primere, ki sem jih navedla, si lahko predstavljate, da je spremljanje oziroma vzorčenje teh vrst precej zamudno in zelo zahteva kar precejšen terenski napor. Posledično so to tudi drage metode in pa tudi
precej nespecifične, a ne v take prestrezne pasivne pasti ali pa v talne pasti se ujame tudi veliko drugih neciljnih vrst. Ena zelo pomembna negativna stvar pa je tudi slaba časovna in prostorska ločljivost teh konvencionalnih metod. Se pravi, da bi za učinkovito spremljanje teh zelo pomembnih saproksilnih hroščev potrebovali bolj selektivne in pa predvsem bolj učinkovite metode spremljanja. In feromoni oziroma vonjave predstavljajo že kar nekaj časa zelo učinkovito ali pa zelo pomembno orodje pri spremljanju žuželk. In sicer vse, odkar je nemški biokemik konec 50. let prejšnjega stoletja identificiral prvi žuželčji feromon, to je bil feromon bombikol, ki ga oddajajo samice, tukaj vidite na desni sliki. Ta feromon deluje kot spolni feromon, se pravi, da privablja samce. No, in odkar je bil identificiran ta prvi feromon, se je identificiralo in uporabljalo že na stotine in ali pa tisoče, bi lahko rekla, tudi žuželčjih feromonov, vendar pa predvsem za spremljanje in nadzor škodljivih oziroma invazivnih vrst. Ampak lastnosti feromonov in tudi samih žuželk pri zaznavanju ali pa uporabi teh feromonov pa nakazuje, da bi bile lahko tudi to zelo dober ali pa imajo feromoni zelo visok potencial za spremljanje ogroženih, manj redkih vrst oziroma za raziskave v biodiverziteti. In zakaj? Zato, ker so feromoni zelo specifični oziroma vrstno specifični. Kaj to pomeni? Da vsaka vrsta oddaja skoraj sebi oziroma sebi unikaten feromon oziroma spojino. To nam seveda omogoča ciljno zaznavanje vrst. Po drugi strani pa so žuželke izredno občutljive na te feromone, to pomeni, da lahko že zelo nizke koncentracije žuželke v naravi zaznajo in jih tudi na ta način lahko te feromone apliciramo v naravo v dokaj nizkih koncentracijah. Znano je tudi, da v idealnih pogojih lahko določene vešče, recimo, se pravi žuželke, pač zaznajo te feromone tudi na kilometre daleč. Kar pa je tu zelo pomembna lastnost feromonov je, da so to nestrupene snovi, da se v okolju dokaj hitro razgradijo, se pravi, da so okolju prijazne. No, in kot sem že prej omenila, vse te lastnosti feromonov pa predstavljajo res dober potencial, da se jih začne veliko bolj intenzivno uporabljati tudi za monitoring oziroma za vzorčenje in spremljanje saproksilnih hroščev. Ker tako kot sviloprejka, tudi številne vrste saproksilnih hroščev so v svoji biologiji oziroma ekologiji so odvisne od kemičnih signalov oziroma vonjav, ki prenašajo informacije. In takim vonjavam oziroma signalom rečemo semiokemikalije. Te semiokemikalije se potem po zraku ali pa po površini, odvisno tudi od njihove topnosti, prenašajo od oddajnika do sprejemnika oziroma se pač prenašajo po okolju. In te semiokemikalije razdelimo v različne skupine, glede na to, ali so pomembne pri sporazumevanju oziroma pri prenosu informacij med osebki iste vrste oziroma med osebki različnih vrst. In če najprej pogledamo vonjave, ki jih oddajajo žuželke za sporazumevanje znotraj vrste, to so feromoni, ki smo jih že omenili na začetku. No, in te feromone žuželke uporabljajo v najrazličnejših vedenjskih kontekstih, na primer za prepoznavanje, iskanje oziroma privabljanje spolnih partnerjev.
In en tak primer smo tudi našli pri kozličku ogrličarju, ki ga vidite na spodnji sliki. Levo je samček, desno je pa samička. No in ugotovili smo, da samci oddajajo dvokomponentni feromon. Vidite njihovo strukturo tudi na desni sliki. Ta feromon pa igra vlogo tako imenovanega spolno-agregacijskega feromona, kar pomeni, da privablja osebke obeh spolov, se pravi tako samce kot samice, in s tem olajša oziroma igra pomembno vlogo ne samo pri spolnem vedenju ali pa pomaga pri paritvenem vedenju, pospešuje razmnoževanje, ampak tudi je pomemben za zbiranje osebkov za namen prehranjevanja ali pa za namen odlaganja jajčec. No, in kot sem rekla, feromone delimo lahko na več različnih skupin, oziroma feromone, semiokemikalije, se opravičujem. Feromone torej uporabljajo vrste osebki znotraj ene vrste, medtem ko so alelokemikalije pa kemični signali, ki jih žuželke uporabljajo za sporazumevanje med različnimi vrstami. Te pa potem razdelimo tudi glede na njihov vpliv na sprejemnika oziroma na oddajnika na več skupin. Najbolj poznani so prav gotovo kaj-hormoni, in sicer kaj-hormoni, ki jih oddajajo rastline. Za kaj-hormone je značilno to, da koristijo prejemniku. In tule spodaj sem pripravila en primer. In sicer leska oddaja eno spojino, beta-kariofilen, in to spojino uporabljajo teli kozlički, zato da najdejo svoj vir hrane. Se pravi, beta-kariofilen oziroma ta spojina, ki jo daje rastlina, ima pozitiven učinek na sprejemnika, zato ker mu pomaga najti vir hrane, po drugi strani pa za rastlino to pomeni potencialno škodo oziroma negativen vpliv, zaradi tega, ker z prehranjevanjem ali pa tudi z odlaganjem jajčec ta kozliček povzroča škodo na rastlini. Drug tip alelokemikalij pa so tako imenovani alomoni, te pa koristijo oddajniku. Spodaj je primer iz skupine podlubnikov, in sicer vonjave, ki jih nekatere vrste oddajajo, delujejo oziroma koristijo predvsem oddajniku, se pravi tej vrsti, ki ta vonj oddaja. Zakaj? Zato, ker recimo, ko oddaja, seveda potem pride do tega, da ta sprejemnik oziroma oddajnik, privabi druge vrste, ki pa so lahko ali kompetitorji oziroma plenilci za to vrsto. Tretja skupina alelokemikalij pa so tako imenovani sinonimi. Te vonjave pa koristijo tako oddajniku kot tudi prejemniku. In spodaj je primer, kjer je vonjava, ki jo oddaja smreka, tako imenovan alfa-pinen, predstavlja korist za oddajnika, se pravi za rastlino, in pa tudi korist za druge prejemnike. V prvi vrsti so prejemniki lahko skupina podlubnikov. Zakaj je korist? Zato, ker ti podlubniki na podlagi te vonjave najdejo svoj vir hrane ali pa habitat, kamor bojo odlagali jajčeca. Po drugi strani ta vonjava tudi koristi pa naravnim sovražnikom, ker
jih privabi k smreki, kjer pa so prisotni ti podlubniki, s pomočjo katerih se ta recimo naravni plenilc prehranjuje. Po drugi strani, pa to velja tudi korist za oddajnika, se pravi v tem primeru za smreko, ker zmanjša populacijo fitofarnih oziroma žuželk, ki jo objedajo, ki povzročajo škodo. No in zdaj smo pogledali primere semiokemikalij, ki jih žuželke uporabljajo pri svojem sporazumevanju ali znotraj ali pa znotraj ene vrste oziroma med različnimi vrstami. In kako bi lahko zdaj te kemikalije uporabljali za njihovo vzorčenje oziroma spremljanje. Te lahko delujejo, ker privabljajo ali žuželke oziroma osebke iste vrste oziroma nasprotnih vrst, jih lahko uporabljamo kot atraktante oziroma kot privabila. In sicer feromone uporabljamo kot privabila oziroma atraktante za specifične vrste, se pravi za ciljne vrste. Na ta način lahko učinkovito spremljamo vrsto, ki nas zanima, tačno vrsto. Po drugi strani pa snovi, ki delujejo kot kairomoni, lahko privabljajo tudi druge neciljne vrste, ali recimo druge plenilce, tudi druge kompetitorje. Na ta način omogočajo razumevanje širših ekoloških interakcij oziroma saproksilnih mrež, kar je tudi zelo pomembno potem pri varovanju in tudi pri razumevanju samega ekosistema. No, alomoni, ki pa delujejo kot odvračala, se pravi, so lahko repelenti za določene vrste, ki so ali škodljive. Po drugi strani lahko uporabljamo te repelente tudi za odvračanje hroščev iz skladiščnega lesa. Če se spomnite, sem prej omenila to grožnjo ekološke pasti, in če bi pač poznali neke učinkovite repelente, s katerim bi lahko, ki bi jih lahko aplicirali na določeno območje, bi lahko s tem preprečili tudi odlaganje ali pa zbiranje hroščev na mestih, kjer ne želimo, da se ali zbirajo oziroma odlagajo jajčeca. Se pravi, semiokemikalije ne predstavljajo samo učinkovitega orodja za oziroma vzorčenje vrst ali pa posameznikov, ampak jih lahko uporabljamo kot orodje za aktivno upravljanje populacij. Zdaj, kot rečeno, ugotovili smo, da zaradi lastnosti teh spojin, ki jih žuželke oddajajo in uporabljajo pri svojem sporazumevanju, jih lahko uporabljamo za različne namene, v različnih aplikacijah. Vendar pa moramo najprej te spojine poznati, se pravi, razumeti njihovo biološko vlogo in delovanje, se pravi, na kakšen način mediirajo oziroma prenašajo neko informacijo. Zato jih seveda moramo raziskovati, predno pa res začnemo z raziskavami v laboratoriju oziroma v naravi, pa je zelo pomembno, da tudi pregledamo literaturo, če obstaja že znanje oziroma razumevanje o kemično posredovanih interakcijah pri nekaterih drugih sorodnih vrstah, na primer, ker to je potem zelo pogosto, da sorodne vrste uporabljajo kemikalije oziroma semiokemikalije na zelo podoben način. Po drugi strani pa opravimo tudi nekatere preliminarna opazovanja ali v laboratoriju ali v naravi, da ugotovimo, če obstajajo nekateri indici, da vrsta uporablja semiokemikalije v svoji biologiji oziroma ekologiji. In ko naredimo te prve začetne raziskave, pa se lotimo
naslednjih korakov, ki so zelo pomembni pri preučevanju semiokemikalij. Sicer to je več korakov, od vzorčenja vonjav preko kemične analize, ugotavljanja fizioloških odzivov, potrebna je tudi ponavadi sinteza teh aktivnih spojin in pa tudi v zadnji fazi vedenjski testi, ki jih izvajamo ali v laboratoriju ali v naravi, in potem seveda še zadnji ključen moment, kako razvijamo neko pastin oziroma na kakšen način to semiokemikalijo lahko apliciramo za spremljanje oziroma monitoring. Zdaj, če si pogledamo posamezne stopnje oziroma korake tega raziskovanja. Najprej moramo se pravi ugotoviti oziroma nekako vzorčiti snovi, ki jih žuželka potencialno oddaja pač v svojo okolico. To lahko naredimo na različne načine. Predstavila vam bom tukaj dve, katere tudi uporabljamo v našem laboratoriju, in sicer tako imenovana metoda aeracije oziroma prezračevanja. To je metoda, pri kateri z aktivnim prepihovanjem takih testnih komor potem lovimo vonjave. Če čisto konkretno pogledamo, tukaj na levi strani imamo te steklene komore oziroma komore iz teflona. To je pač, mora biti čist inerten material, in v te komore zapremo žuželke in skozi to komoro potem se pretaka zrak. Zelo pomembno je, da med tem časom žuželka, bi rekla, živi svoje normalno življenje, ker je tudi zelo pomembno, da je v času zbiranja osebek v čim manjšem stresu, ker je tudi to zelo odvisno potem oziroma zelo vpliva na to, ali bo sploh feromone produciral ali ne. Včasih so določene vrste tudi zelo občutljive na to okolje, v katerem oddajajo semiokemikalije, se pravi, nekatere vrste potrebujejo za to lahko ultravijolično svetlobo tudi, po drugi strani pa tudi prisotnost gostiteljske rastline. Tako da vidite, v tem primeru je v taki aeracijski posodi prisotna tudi rastlina, no, na tem levem primeru pa so žuželke brez posebnega substrata. No, in kot sem že rekla, ko se prepihuje na filter, ki je v našem primeru so ogleni delci, potem vežejo gor vonjave, ki jih žuželke oddajajo pač v okolje okoli sebe. Drug način zbiranja vonjav pa je tako imenovani spimi. To je pa pasivno zbiranje hlapnih spojin, te spojine oziroma vonjave se pa potem vežejo na tale filter, oziroma na tale filament, ki ga vidite tukaj ven iz tega držala. Kaj je razlika med tema dvema metodama? Da lahko z spimi, tako imenovano spimi metodo, vzorčimo tudi vonjave, ki so odložene morebiti na površinah, tudi na telesu žuželke ali pa na samem substratu. In za kasnejšo analizo ne potrebujemo nobenega topila, medtem ko pri aeraciji pa se s pomočjo topil potem iz teh ogljenih delcev te vonjave ekstrahirajo, da se lahko uporabijo potem naprej v analizi. No, in tako smo že pri kemični analizi, ki se tudi lahko izvaja na različne načine. S kemično analizo seveda ugotavljamo, kakšne komponente so prisotne oziroma kakšne komponente žuželke oddajajo.
In sicer to naredimo z analitičnimi metodami, ki omogočajo ločevanje, identifikacijo in pa tudi kvantifikacijo teh komponent v ekstraktu. Tlele levo je primer plinske kromatografije v kombinaciji z masnim spektrometrom. Plinski kromatogram loči spojine glede na njihovo hlapnost in dobimo takle kromatograf, ki ga vidite na zgornji sliki. Tole je ena komponenta prisotna v dokaj visokih koncentracijah. Na spodnjem grafu pa vidite masni spekter, ki omogoča določitev kemijske strukture glede na prisotnost oziroma glede na maso teh komponent, ki se izločajo po plinskem delu kromatografa. Druga metoda, ki je pa še bolj natančna, pa je tako imenovana jedrska oziroma nuklearna magnetna resonanca, ki je tudi zelo pomemben način analize. Na Nacionalnem inštitutu na žalost tega nimamo, ampak zelo dobro sodelujemo z sodelavci na Kemijskem inštitutu, ki nam pomagajo tudi pri analizi z jedrsko magnetno resonanco. Zdaj, ko smo ugotovili oziroma identificirali, katere spojine žuželke oddajajo, pa je seveda pomembno ugotoviti, ali imajo te komponente res kakšen biološki učinek oziroma biološko vlogo v njihovem življenju. To naredimo lahko z tako imenovanimi fiziološkimi testi in pa tudi z vedenjskimi testi. Najprej pa poglejmo fiziološke teste oziroma nas zanima, ali je žuželka sploh občutljiva oziroma sploh zazna določeno komponento. In kako to naredimo? To naredimo z tako imenovanim postopkom plinske kromatografije v kombinaciji z elektroantenografijo. In s to metodo ugotavljamo, ali se receptorji, ki so na tipalkah, odzovejo, se pravi, če zaznajo to določeno komponento, ne. Ker če jo zaznajo, potem je prav gotovo ta komponenta pomembna tudi v biologiji oziroma ekologiji vrste. In kakšen je postopek? Tukaj spodaj vidite pač eno testno žival. Tudi zelo pomembno je vedeti, da recimo za ta postopek žuželke ne poškodujemo bolj kakor pa to, da ji odrežemo samo en majhen košček antene. To anteno potem vstavimo, tukaj vidite, med dve elektrodi, ena je testna, ena je pa ozemljitev, in potem to povežemo s plinskim kromatogramom, ki ga vidite tukaj na skrajni desni strani. In ko izvajamo teste, dobimo spodnji graf oziroma dva grafa. Na zgornjem grafu vidite tako imenovani plinski kromatogram, a ne, in oziroma vse komponente, ki so prisotne v žuželčjem ekstraktu, se pravi, ki smo jo dobili v postopku aeracije, če se spomnite, sem jo razlagala na začetku. No, in s tem, ko se ta ekstrakt gre preko plinske kromatografije, se sočasno del te spojine prenese tudi na anteno, ne, in tako sočasno spremljamo potek po koloni teh različnih spojin plinskega kromatografa, sočasno pa spremljamo tudi odziv na spodnji sliki, to je pa odziv tipalke oziroma receptorjev na tipalkah, a ne. In tule vidimo, da na tole komponento, ki je v ekstraktu prisotna v precej nizkih koncentracijah v primerjavi z nekaterimi drugimi komponentami, pa dobimo res zelo močen odziv receptorjev na tipalkah, a ne. In to je že zelo močen indic, da je to biološko pomembna spojina. Seveda pa za nadaljnje teste biološke vloge
ali v laboratoriju ali pa v naravi, ponavadi potrebujemo tudi korak sinteze. Zakaj? Zaradi tega, ker so naravne količine teh vonjav ponavadi dokaj nizke, ne zadostujejo za nadaljnje teste, zato je potrebna sinteza. Sinteza je ponavadi večstopenjska, oziroma imamo na začetku neko vhodno, izhodno spojino in potem preko različnih reakcij, tukaj vidite na desni strani, šele v koraku 6, potem dobimo spojino, ki jo iščemo, ne. Tole je primer feromona, ki ga oddaja samček na spodnji sliki alpskega kozlička, in smo tudi to skupaj s kolegi iz Univerze v Riversidu to komponento tudi odkrili in sintetizirali. Ta sinteza je podobna kot nekakšni kot kuhanje oziroma recept, ker vsak korak doda neko novo spojino, ki potem vodi h končni komponenti. Velikokrat so spojine oziroma ti recepti, da tako rečem, ali pa sintezni koraki že znani, včasih pa seveda odkrijemo spojino, ki prej v naravi še ni bila znana, in to je bil tudi primer za alpskega kozlička, kjer je pa potrebno ta recept oziroma sintezo razviti oziroma ugotoviti čisto na novo. No, in potem, ko imamo zadostno količino sintetiziranega materiala, pa seveda moramo ugotoviti, kakšna je dejanska biološka vloga te komponente za življenje neke vrste. To delamo najprej v laboratoriju z, lahko rečem, dokaj enostavnimi testi v areni. Lahko takole v eno tako testno areno postavimo ali vir vonjave oziroma vir spojine, ki je lahko sintetizirana, ali pa je lahko to živ osebek, in potem opazujemo, kako se ali pa kam se orientira, kako se odziva pa testni osebek. Drug način pa je tako imenovana olfaktometrija. Tukaj pa ponavadi s pasivnim pretokom preko, lahko je Y-oblikovana komora, lahko je tudi večprekatna komora, ugotavljamo ta olfaktorni odziv oziroma vedenje testne živali. In če tukaj si pogledamo čisto na konkretnem primeru, začnemo, pa najprej takole, postavimo v en krak, postavimo, bi rekla, vir vonjave, na drug krak postavimo kontrolo, oziroma tukaj je bilo ravno obratno, se mi zdi, ker vidim testni osebek že v tem kraku. Se pravi, in skozi ta Y, mu tako rečemo, tudi pretakamo zrak, se pravi, zrak aktivno kroži, zato da ohranjujemo tudi neki stalen pretok zraka. No, in potem tukaj je ta začetna točka, in ko se žuželka začne premikati, spet spremljamo njeno hitrost in seveda, ali bo izbrala kontrolno oziroma testni krak, in na ta način ugotavljamo, ali neka vonjava deluje lahko kot privabilo, če se spomnite, lahko pa tudi kot atraktant. In to je naslednji dokaz, da je komponenta biološko aktivna oziroma biološko pomembna. Potem imamo pa še zadnji korak, so pa terenski testi. Po terenskih testih pa ugotavljamo, ali sintetizirana snov dejansko vpliva na vedenje žuželk v naravi. To spojino lahko za testne namene apliciramo v tako vabo, ki je lahko taka zelo enostavna ziplock vrečka, ali pa na take plastične septe, ki so impregnirane s to testno spojino. Ponavadi pri saproksilnih žuželkah uporabljamo, predvsem pri kozličkih, uporabljamo take prestrezne pasti in potem ugotavljamo oziroma primerjamo, kakšen je ulov
na tesni pasti oziroma v primerjavi z kontrolno pastjo, se pravi z tisto, če se spomnite na začetku, ko sem rekla, pasivno prestrezno pastjo, se pravi past, ki ni opremljena z nobeno vonjavo. No in kako pa potem pride do razvoja pasti, bi pa vam rada pokazala tudi na primeru alpskega kozlička oziroma Rosalie alpine. Kot sem že omenila, smo v našem laboratoriju odkrili njen feromon oziroma feromon te vrste. In zato seveda nas je zelo zanimalo, če se ga da tudi uporabiti kot učinkovito orodje za spremljanje oziroma morebiti tudi za aktivno upravljanje. Zakaj ravno alpski kozliček? Ker je to obligatno saproksilna vrsta hrošča, vezana je predvsem na stare sestoje navadne bukve. Alpski kozliček pa predstavlja tudi krovno oziroma vodilno vrsto za saproksilno biodiverziteto v Evropi in tudi indikator naravnega gozda oziroma naravnih gozdnih ekosistemov. Kljub temu, da odspodaj oziroma pogledate, kakšna je razširjenost v večjem delu Evrope, vendar pa se v zadnjem času njihove populacije oziroma populacije alpskega kozlička drastično zmanjšuje, zato je v globalnem merilu opredeljena kot ranljiva vrsta, uvrščena pa je tudi na prilogo direktive o habitatih kot prioritetna vrsta. In seveda smo najprej testirali, kako učinkovita je ta spojina oziroma piron ali pa rozalin, kot ga tudi mi ljubkovalno imenujemo, to komponento, ki jo oddajajo samci. Tukaj nisem povedala, da tole samček, ki takole izviha žlezo, ki je tudi obdana z dlačicami, da še poveča to površino, preko katere se ta feromon potem izloča v okolje. No, in če se naprej vrnem na tale test, kakšna je bila učinkovitost feromonskih pasti v primerjavi z konvencionalno metodo pregledovanja hlodovine, vidite na grafu, da smo ujeli več kot 20-krat večje število osebkov na feromonske pasti, kot pa smo jih našli pri pregledu hlodovine. Poleg tega nam je ne samo, da smo ujeli več, se pravi, da smo bili bolj učinkoviti pri vzorčenju za feromonom, pa so nam feromonske pasti dale tudi zelo različno spolno razmerje, in sicer smo ugotovili, da je spolno razmerje osebkov, ki so prisotni v nekem okolju, skoraj 1:1, medtem ko pri pregledu hlodovine je bilo to razmerje precej v korist samcev. Tako da iz tega smo tudi ugotovili, da ne samo, da je feromon učinkovit pri vzorčenju, ampak nam da tudi veliko bolj naravno sliko spolne ali pa strukture populacije v nekem okolju, kar je seveda dodatno pozitiven učinek takega spremljanja. No, poleg tega ta feromon, ki sicer deluje kot spolno-agregacijski feromon, ker privablja tako samice kot samce, enako kot pri kozličku grličarju, ki sem ga omenila že na začetku, pa lahko ta rozalin deluje kot feromon. Spet, če se vrnem na tisto delitev, se pravi, da imajo lahko poleg oddajnika pri tej spojini korist tudi sprejemniki, in te sprejemniki so v našem primeru bili drugi hrošči. Našli smo v feromonskih pasteh statistično značilno veliko število v primerjavi z kontrolo, tukaj na desnem grafu vidite predstavnikov iz družin elaterid, se pravi pokalic, in pa tudi euknemid. Poleg tega pa smo našli tudi nekatere druge vrste, ki si jih sicer kar zelo redko vzorčimo ali pa opazimo na terenu. In ta feromon lahko deluje za te vrste kot kaeromon in sporoča neko informacijo ali o prisotnosti plena oziroma o kvaliteti habitata ali tudi sicer za prehranjevanje oziroma za odlaganje
jajčec. Se pravi, lahko z feromonom ne da določimo samo ciljno vrsto, ampak tudi ugotavljamo neko širši kontekst oziroma širšo mrežo saproksilnih vrst oziroma saproksilne skupnosti. Kot sem že omenila tudi predhodno, če se spomnite, da se feromoni in karomoni lahko uporabljajo tudi za ugotavljanje širših ekoloških interakcij. No, in naš, bi rekla, dolgoročni cilj pa je razviti tako imenovane pametne pasti in predvsem razviti način neinvazivnega monitoringa, ne, in pričeli smo že z razvojem avtomatskih pasti, se pravi, taka prestrezna past je opremljena s fotokamero, ki avtomatsko zaznava žuželke, ki se ujamejo v to fotopast, in se pravi, na podlagi slik potem prepoznavamo vrste in pa v primeru alpskega kozlička lahko tudi osebke. Kako to? Na teh slikah, upam, da opazite, se posamezni osebki in tudi sicer, ne samo na teh slikah, ločijo po teh črnih pegah, ki jih imajo na elitrah. Se pravi, te črne pege predstavljajo kot prstni odtis vsakega posameznika, ne. Na ta način bi lahko ugotavljali tudi populacijsko strukturo oziroma številčnost. Kaj pa je še bolj pomembno, je pa to, da ta pas potem omogoča, ko slika ujete osebke, omogoča izpust, se pravi samodejni izpust ujetih osebkov, to seveda z namenom neinvazivnega monitoringa oziroma z minimalnim vplivom na populacije, ki jih spremljamo oziroma preštevamo. No, in s tem bi počasi tudi zaključila svoje predavanje. Naj povzamem par ključnih misli, in sicer, da so stari gozdovi in odmrl les bistveni za ohranjanje biodiverzitete. Saproksilne žuželke so sicer majhne, vendar zelo ključne za gozdne ekosisteme, predstavljajo pomembne ekološke gradnike in so bioindikatorji za stare naravne gozdove. Pardon. Njihova ogroženost oziroma zmanjševanje njihovih populacij pa vpliva seveda na zmanjševanje biodiverzitete. Kar je pa še najbolj pomembno, v bistvu v okviru tega predavanja, pa je to, da semiokemikalije, ali so to feromoni, karomoni, pa ponujajo res učinkovite in neinvazivne metode spremljanja teh zelo pomembnih prebivalcev gozdnih ekosistemov. In če želimo učinkovito varovati gozdove, moramo razumeti njihovo dinamiko, pri tem pa nam pomaga razumevanje oziroma poznavanje kemične komunikacije žuželk, ki v takih gozdovih tudi živijo. In seveda pa so ti signali, semiokemikalije, zelo pomembne tudi za način spremljanja oziroma trajnostnega pristopa k ohranjanju narave. S tem bi jaz zaključila svoje predavanje in se seveda zahvalila svojim sodelavcem na Nacionalnem inštitutu za biologijo, predvsem na oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov, tudi svojih sodelavcev na Univerzi v Kaliforniji, v Riversideu, sodelavcev na projektu, predvsem v okviru Interreg Italija, Slovenija, Natocare in eNatocare, in pa seveda tudi financerjem, ki so omogočali te koščke raziskav ali pa testov, ki sem vam jih pokazala na današnjem predavanju. Seveda pa gre zahvala tudi vam za vašo pozornost.